Živijo, moje ime je Robert Tisac in na tem kanalu se pogovarjamo o tem, kako biti varen, fit in pripravljen. Današnji video naj bi bil neke vrste update, torej rad bi vam pokazal, s čim se trenutno ukvarjam. Spada bolj pod rubriko pripravljenost, torej da se lahko soočimo z raznimi situacijami v življenju in da si tudi konec koncev življenja lahko malce olajšamo. In kot vidite, ležim v avtu in izdelujem neke vrste mini camper iz nekega konglomerata YouTube video, ki sem ga videl, in stvari, ki sem si jih prilagodil samemu sebi in svojim potrebam. Tule vidite, zadevo izdelujem iz bosank, ki so sicer res malo težje, ampak so tudi bolj stabilne. Zadeva takle nič ne škriple in se tudi ne upogiba. In celotna ideja je, da s to zadevo lahko grem kampirati kamorkoli že. Je nekako v fazi nekje v sredini. Zdaj izdelujem pač te najbolj take bolj podrobnosti. Seveda je treba še marsikaj postoriti, tudi blazino gor dati. Konec koncev, če smo varni, fit in pripravljeni, še ne pomeni, da treba špartansko živeti, ampak tukaj gre tudi za to, da če se nahajamo v neki zanimivi situaciji, da ni to samo zagotovljeno preživetje, ampak da živimo dobro naprej. In še nekaj, zakaj je to pomembno za moderno samurajstvo. Ne vem, če poznate Miyamoto Musashija, to je bil en najboljših ali pa najbolj znanih samurajev, ki je poleg tega, da je potolkel cel kup svojih nasprotnikov v dvobojih. Mislim, da je prvi dvoboj imel pri 13 ali 14 letih. Je obvladal tudi čopič. To pomeni, ni pomembno samo, kako znamo vihteti meč in pesti, fajn je, če znamo tudi vihteti še kladivo, pa če znamo kaj žagati in če znamo kaj ustvariti. In z temi rokami ne sejemo samo smrt in strahospoštovanje ter bolečino, temveč da iz tega, z rokami lahko tudi kaj pametnega naredimo, da smo konstruktivni in pripomoremo k kvaliteti svojega življenja in življenja drugih. No, trenutno je to videti tako. Zadevo ni še pospravljeno, seveda ne. Pa seveda pride tule gor tudi blazine. Tako, 5 centi bo še blazina vzela. Tule spode se bojo potem dali not take škatle. By the way, Jan Carver, da prideš po orehe, in tule not bo prostor za pač prtljago in seveda tudi vse vmes, te majhni prostori bojo tudi izkoriščeni. Potem tamle zadaj vidite še ena luknja takle med vrati. To tudi mislim še izboljšati, pa še dati eno tako desko dodatno gor na obeh straneh, ker potem se pridobi 10-15 cm na eni pa na drugi strani in lahko spiš malo boljše, ker trenutno, če sta tu zdaj dva not, je to feeling kot v ladji, kaj dosti obračati se ne moreš, ampak boljše na ladji spati na ozki posli, ko pa na dežju in vetru. In podobno je verjetno tudi tu, itak, če je le možno, jaz rad spim zunaj, če pa ni možno, bomo pa spali tako. No, in če pogledamo zadevo še iz spodnje strani, se vidi, v bistvu je vse skupaj ideja zastavljena tako, da se stvari kot Lego kocke nekako sestavijo, ali pa kot neke vrste origami, da ni treba nič šraufati, pa ne vem, pritrjevati, ampak samo sestaviti in razstaviti, tako da lahko to zadeva, ko je ne rabim več, tudi dam ven, pa v klet. Malo bolj jasno postane to. Ko si pogledamo zadevo iz strani, evo, a se vidi tule, vidi se, a ne? Tule je fiksirano in tule tudi spodaj, v bistvu se to sam gor natakne in zadeva kar drži. Tule še moram en mehanizem narediti, da bo to malo bolj držalo. Tule še moram fiksirati vzglavje, tako da bo še ta del stabilen. In
to je zaenkrat to. Če želite biti tudi varni, fit in pripravljeni vi, se prijavite na moj YouTube kanal ali pa tule, če ste na Facebooku, lajkate, všečkate, se veste, delite in tako naprej. V prihodnje pričakujem, da bojo moji dragi prijatelji, kolegi in znanci pristajali malo bolj množično na to, da jih intervjujem, da ne bom sam jaz tule imel monologe. Ker imamo cel kup enih zanimivih posameznikov tukaj okoli sebe, ki samo čakajo na to, da razgrnejo svoje znanje in vedenje tudi pred vami, vse. Evo, toliko za danes, se vidimo v naslednjem videu. Čau.